Ja, najprej vsem skupaj en lep pozdrav. Skratka, ob razstavah v galeriji Ivana Groharja običajno v sklopu Loškega muzeja organiziramo tudi pogovore z gostujočimi umetniki in umetnicami. Tokrat je na vrsti pogovor, pravzaprav, kako bi temu rekel, zapredli se bomo v pogovor z predstavnico mlajše generacije loških umetnikov, skratka z umetnico Katjo Bogataj-Žirov, ki se predstavlja v galeriji Ivana Groharja z zelo zanimivo konceptualno postavitvijo, ki se ji reče Zapredenost, če se ne motim. V glavnem, nekaj bi še povedal o umetnici, žlahtni to, kako bi rekel, povprečje let članov Združenja loških umetnikov, skratka društva, katere članica je, v osnovi je kiparka, vendar pa se ukvarja poleg kiparstva še z drugimi oblikami umetnosti, ukvarja se s scenografijo, s fotografijo, z več s kompleksnim razmišljanjem v sklopu prostorskih instalacij in lahko bi naštevali še nadalje. Mislim, da zelo spretno povezuje te različne umetniške medije in tak zelo direkten, prepoznaven likovni jezik, ki pa je od projekta do projekta malo drugačen. Tokrat za razliko od prejšnjih razstav, pri vseh se pa čuti ta kritiška drža do nekih dogodkov v sodobni družbi, se tokrat ukvarja še z nekimi področji podzavesti, nezavednega, izpostavlja neke strahove, ki so prisotni danes pri večini ljudi. Skratka, to vse pa lepo prevaja v neko umetniško formacijo in pri tem zelo spretno uporablja recimo pajkovo mrežo kot simbol neke ujetosti v tokove sodobne kapitalistične družbe, če bi lahko temu tako rekli. Tako da zdajle, vidite, jaz povprašam, najprej te lepo pozdravljam in te hkrati takoj povprašujem, kaj si hotela povedati s to razstavo Zapredenost, zakaj tak naslov in v čem je to temeljno sporočilo te zelo premišljene konceptualne akcije? Ja, najprej hvala lepa za povabilo. Naslov Zapredenost, imam že besedo, pomeni, da bo nekaj zapreden. Današnji cajt pač nažalost kaže, da smo vsi zapredeni, vsako svoje strahove, vizije, razmišljanja, pa tudi kot celota, pa globalno tudi. In ta zapredenost sem jo že par let nazaj delala, ampak očitno je zdaj pravi cajt, da se spet pokaže. In sem želela pokazati, kam gre naš svet oziroma kot posameznik, kako razmišlja, ko se nekam zaprede in v tem stoji. In ni fajn, da je tak. Lahko pa, če že prej ugotoviš, da se boš zapredel, se odpredeš. Nekako tak sporočil sem dala te razstavi. Skratka, hočeš nam največ povedati, da smo vsi nekako vpeti v neke nevidne, manj vidne mreže, omrežja, ki diktirajo pravzaprav naš life, če se ne motim. In zdajle, ti si delala svoj projekt direktno v galerijskih prostorih na licu mesta, ad hoc, vendar pa sprva ni bilo tako zamišljeno, a ne? Ja, mislim, načeloma sem, jaz vsakič tudi, če bom kakšno drugo galerijo imela, bom isto mogla na novo narediti, ker je ta inštalacija tako narejena.
Ker pajka, ne, recimo, kad pride noter v hišo, ne, najprej nekam se v kot da pa zaprede, vsak kot ima drugačen, ne, v tem stilu. Seveda sem pa si želela dati noter kokon, pa še klančino, ampak žal ni šlo, ker je pač galerija tako mala in zato sem mogla lih malo prerediti. No, ampak to ti je pravzaprav predstavljalo še večji izziv ja, seveda, na nek način. Seveda, ker pol je vse tisto, kar sem imela v kokonu, ne, pa klančin, sem mogla nekako narediti, da je nekako le prišel do tistega efekta, kot sem ga hotela prikazati. Da sem pol vseeno, ko prideš, ko se spustiš noter, ne, že kot celota vse zapredena, vse v eno luknjo hodiš in prideš direkt do unga kokona, kot bi mogel biti. In ko že misliš, da je vse v redu, stopiš na lesen podest in se ti prikaže video, tako da te v vsakem primeru zdrma in se malo vprašaš. No, če sem te prav razumel, je tvoja razstava nekako koncipirana v smislu neke poti ja. do cilja, cilj razodetje je pa ta film. Ja, film. Katere materiale si recimo uporabila pri svojem delu, ko si delala v galeriji? Uporabila sem filc, pa kopreno, to se v bistvu zelo dobro, se dobro oblikuje, pa tudi dobi ta mehkobo, pa sem dala pa še malo prej, ker se tudi dobi tako umetno, da dobiš prav ta pajk prejast. Plus video, pa zvok. Zvok je zelo pomemben. Tako da sem imam dva zvoka. Eden je v začetku, ki te vodi, da se nekaj prede, od drugem je pa potem akompaniran v video. Mislim, da si zelo dobro povezala te različne umetniške načine v neko celoto, v prid zgodbi, ki jo nekako nam predočiš. No, ampak zanima me pa nekaj drugega. S to tematiko si se pravzaprav analitsko začela ukvarjati že pred leti, če se ne motim. Ja. Si jo nekako usporedno drugim projektom razvijala. Ja, ta je bila pač to je bil zaključek diplome, mislim, da je par let razvijala, seveda zato, ker je bila zelo ogromna in je zahtevala veliko ljudi, veliko se sem mogla učiti, ne, tudi les, želez, snemati sem mogla, delati sem mogla, veliko materialov je bolj plus koncept, zakaj čem sporočiti ljudem, no. Tako da potem pol nisem nič več razstavljala. Zdaj pa pač, ne vem, to pravi čas, sem pa spet lahko razstavila in pokazala svetu. Dejansko je ta pajkovska tematika en tak univerzalen simbol, sicer zelo ambivalenten. Kakšen je pa tvoj odnos recimo do pajka, kot pajka plenilca recimo? Ne, njih pozitivno, meni pajke niso všeč, sem se probala malo z psihološkega vidika sem vzela tudi te pajke, ker sem jih tudi šla snemati prav enemu kolegu v Koper, ker ima prav posebne te vrste storpenih pajkov. Ni bilo lahko, ampak sem uspela premagati strah, da sem se posnela. Ampak jih še se namaram. No, tako, če vidim, njih nisem ravnodušna. No, so pa zelo zanimivi, ja, so pa zelo zanimivi, ker pajk je tak, je lahko velik, ampak se zelo skrč, zelo je hiter, lahko skoči, tudi plava lahko, ne, po vodi, oziroma veliko oči ima, tako tank je. In se pač nekako spomnila, da vsak pajk na tem videu predstavlja, ne vem, kot so te informacija, vojne, strah, lakota, vse nas, kar nas povezuje in nam vzbuja strahove, ne. Tako da sem nekako upletla noter, kot zapredenost, kot sistema, ker si nekje veš, da si v sistemu, veš, da moraš tukaj delati, tako je treba, po drugi strani nočeš, glavnem, če nekaj mutiš, te nekaj zagrapa, te na koncu ti reče, toliko davka imaš, toliko moraš tudi narediti, takle je, drugače boš v službo, na ta način sem probala prikazati. No, po Sigmundu Freudu je pajek tudi nekako simbol introvercije. Ja. Tako da so mnenja o pajku še vedno deljena, se krešejo.
Na zahodu ga smatramo za zlobno bitje, tako rekoč, samo v določenih primerih, recimo prinaša srečo, na Orientu ga pa častijo kot neko božje bitje. Nazadnje je pajka povezujejo recimo Indijci z bogom Brahmo, ki tke pravzaprav niti naše usode. Ja, vse drugače, vse je tako, zmeraj imamo dva pola, pozitivno pa negativno, tako kot pajka, ne. Eni vidijo nekaj dobrega v njem, eni ima nekaj slabega. Isto instalacija prikazuje sistem kot slab, pa lahko tudi dobro, oziroma da se lahko izogneš, oziroma da se upreš, oziroma da hodiš po svoji poti, ne. Da v bistvu veš, daj slediš, daj pa rečeš ne, dosti je, v glavnem prek mojega trupla, ne. Tako nekako v tem stilu sporočam. Tako da zmeraj idealen svet in vse je nekako tvojno. In vsak si izbere pol pot v življenju ali pa tukaj, ko hodiš po tej instalaciji. No, ti si po svoji osnovni izobrazbi kiparka, ampak več kot očitno je, da se ukvarjaš intenzivno tudi s filmom pa s fotografijo. Tudi mislim, da pri prejšnjem projektu si se dosti s fotografijo Zdaj, ko je bilo tam ukvarjala. v Sokolskem domu. V Sokolskem domu, ja. Ja, ko smo imeli naslov Cepljeni, pa sem pa naredila en tak mini video. Ja, pač pravimo sporočila dajati, imam tudi železne skulpture, veliko medijev uporabljam, tudi fotografije, čisto odvisen je, kakšen čas, prostor, pa koliko imam svobode pa denarja, da lahko to ustvarim, bolj v tem stilu. Je pa fajn, ko lahko miksam. Mi je všeč, da se to kombiniram, vse medije. Ja, ki to je zelo redko, recimo med umetniki na Loškem. Zelo so nekako ozko vezani na tisto svojo sceno, na svoj medij. Ja, hvala Bogu, vsak po svoje, ne. Ja, zelo dobro, zelo dobro. No, to se pravi, da tudi tvoja štipendija, ki si jo prijela Groharjevo, ni naključna, ampak ja, sem vesela, mislim, lepa, ne. Dejansko izstopaš iz te loške produkcije umetniške. Kdaj si se pa srečala recimo s temi mediji, kot so fotografija pa film, recimo, kdaj si začela vpletati te zadeve v tvojo primarno kiparsko zgodbo? Ja, v 3. letniku smo imeli predmet video in smo mogli nekaj posneti. Bilo je pa zelo problem, ker nas je bilo veliko študentov, slikarjev in kiparjev in ena kamera. Tako da je zelo dolgo trajalo, pa sem se pa odločila, da bom jaz to kar probala enega drugega dobiti, to posnet, ker sem imela drugačne vizije. In mi je en prijatelj predlagal Darjana sem tako poznala že prej, tako na videz, in sem dobila njegov kontakt. Tako da sem pa lahko pri njemu pač dejansko tako posnela, ker sem si zamislila. Takrat je on mi veliko pomagal, pa sem pa začela pri njemu sodelovati. On je videoprodukcija, tako da pri njemu tudi delam in tiste stvari, ki sem se naučila, jih pa ponovadi pol tudi uporabim v svojih medijih, ker je pa lažje pol zmontirati ali pa posneti. Pa še njega imamo, ki mi kaj pomaga, pa posod kamero, ker je v bistvu pol tako top, ne. Skratka, kiparsko izraznost ti ne dopušča izraziti vsega, kar se ti plete po glavi. Pa ja, no, mislim, čisto odvisen je, no, vsak po svoje, no, nekje imam, ko sem čisto na železne skulpture, ko delam, lahko od tam povem zgodbo. Kadar imam pa pač več opcij pa možnosti, mi pa tudi ta ful všeč, ne, ker všeč mi je, če lahko človeka prav not potegne, ne, ker v bistvu mi smo že toliko smo brezvoljni, da v bistvu rabiš prav en rukar, da sploh kaj vidiš, da sploh začutiš, ne. Ta čutenje se nam bledijo, ne, če tako pogledamo, vse ta tehnologija, ki prihaja, ta virtualna resničnost, ne, nič ni za verjeti, nič ni več, ne, vse je tako nekaj tam v luftu. In je ful fajn, ne, če te inštalacija pele noter, nekako dojameš, ker tudi lahko potipaš in čutiš vse, ne. Nekako te zbudi, ne. Je pa itak tudi fajn, če kip gledaš ali pa sliko, tako da vsak umetnik po svoje, no.
No, ampak še zmeraj zagovarjaš ta manualni, intimni stik z umetniškim delom. To je to. Mi je všeč, ja. Tudi že tako človek sem, da se rane ena na ena, pa da navaram toliko kamer pa ljudi. Ja. In množični mediji nam paperijo glavo. Najbrž, ja. In nas delajo otopeli, predpostavljam. Tako razmišljam. Tako razmišljam. To tako, če gledamo mladino, se ne igrajo, so skozi na telefonih. Sej fajn, po eni strani spet dobro, ko telefon pokličeš, vmes lahko fotkaš, sej vsaka stvar je za nekaj dobrega, ampak vsem te lahko nekam popelje. No, pa če se zdaj povrnemo recimo k tvoji razstavi, ki je zamišljena kot neka pot. Ja. Jaz si predstavljam zdaj prvi prostor kot neko lupino zunanjega sveta, recimo, drugi prostor je pa kot nek oltar pravzaprav, sicer z negativnim predznakom. Tam je film, ki je pravzaprav kot neka magična kugla, ko pogledamo tisti film, bi lahko rekel, da vidimo neko grozno prihodnost, ki nas bo mogoče doletela ali pa tudi ne. Ja, nažalost. Kako je s tem? Ja, mislim, če tako pogledamo zdaj čisto realen svet, kot smo, ni lih rožnat. Sami strahovi so nas neki strašijo, opozarjajo, ampak pač ti si kot posameznik, sam si moraš nekako spomniti, kdo si in se odpreš, takrat se čisto zapredeš, rečeš, ojoj, mislim, ne bi rada poudarjala, kaj je, itak vsak ve, kaj se trenutno dogaja, ampak je fajn, da se zamisliš, ni pa fajn, mislim, ne želim si, da bi tu bil, da bi dejansko samo taka stvar bila, ampak ljudi treba nekako zbuditi, da malo začnejo razmišljati, eni bolj, eni manj, eni pa nikoli, vse tak je, pa s tem delo na sebi, da v bistvu pa ne glede na to najdeš nekje en kotiček po tem soncu, na tej zemlji. No, v filmu so prizori, ki so recimo pravzaprav delujejo tako, kot da nekako bi si jih sposodila iz filmov znanstveno fantastično tematiko. Ja, rad sem veliko stvari posnela, vse pajke pa vse tukaj pojejo, vse je to posnet. Vzela sem nekaj kadrov iz YouTubea, ker žal nisem mogla iti v Irak ali pa nekam snemati vojno. Sem pač prikazala. Pa še en kolega mi je takrat snemal, ker sem zbolela, ker je velik protest, to je že nekaj let nazaj. To je nič, tako da vsak. Tako da so tudi tam napisane, ko sem imela, sem vse napisala, kdo je kje naredil. Več pa za montažo in vse sem pa pol delala v videoprodukciji. Zelo pomemben element pri celi zgodbi je recimo tudi glasba. Ja, glasba je pa zmeraj pomembna. Glasba nas popelje delati stran ali pa na kamor, za kakšnega. In zdaj sem najdla pač mislim, kaj bi rekla, Neurokrem, to so pač Neurokrem, to so ena skupina, ki so drum bass, delajo prav svojo muziko, Žiga pa Damen. Da so mi pač dali sample, jaz sem pač povedala, kako bi, pa smo sodelovali in sem dobila, tako da je prav originalna muzika, ker v bistvu mora imeti ta naboj neprijeten, nažalost. Vse drugače ni fajn, po eni strani, ko moraš take stvari delati, res ni lepši je, če lahko nekaj lepo delaš, ampak če češ pa ljudi zbuditi, pa se zamislijo, moraš pa nekako povedati, vsak en rad govori, en piše, en igra, jaz pa pač tudi. No, moram ti povedati, da je bila razstava recimo za tiste Ločane, ki so vajeni teh klasičnih galerijskih postavitev, pravi šok. Ja, vem, eni so se pritožili, da bi mogli napisati, da bo nekaj usekala, sem rekla. Tako da je bil namen dosežen. Ja, hvala Bogu, mislim, vse tako je. Razstava dejansko deluje udarno. Ja, vse sem rekla, če neč drugega odneseš malo prej na glavo, tako da je tudi to. No, kdo ti je še pomagal pri realizaciji tega filma, poleg teh glasbenikov, sama si montirala? Darek Kacin, velika videoprodukcija, ja.
Imam izmeram še kakšne stvari, ki so malenkosti, ki so zelo kompleksne, mi pa on še dodatni, ki tako drugače v celoto pa sama naredimo. A je to eden bolj kompleksnih projektov do zdaj tvojih? Ja, zelo kompleksnih, ker sem mogla znanje od snemanja, video, montaže, pol je bilo treba narediti, mislim, če gledamo prejšnjo celoto, pol je bilo treba tudi narediti kokon, ki je iz poliestra, švasala sem ogorodje, z lesom sem delala, oziroma sem imela majstre, ki so mi pomagali delati klančino, tako da je bilo veliko enih obrtniških del, noter komponiran, plus glasba, pa sem kaj pozabila, pa ja, ogromno stvari, ampak me je veselilo, to fajn je, če lahko se kdaj tako narediš, da lahko vse celoto, vse znanje, ki ga imaš, tudi šivala sem, vse stvari, ki sem recimo dokaj znala, sem jih uporabila, pa še učila sem se zelo. No, več kot razvidno je, da se zelo poglobljeno lotevaš teh svojih projektov. Kako pa poteka ta tvoj ustvarjalni proces, recimo, kako pride, najprej je seveda ideja najbrž, koliko časa traja, da se lotiš dejansko, ne vem, jaz sem zelo počasen človek. Nekih manualnih štosov? Tako, pa meni se toliko počas, da ne morem pomagati, taka sem, dolgo traja, prej sam tuhtam, razmišljam, berem, študiram, delam čisto druge stvari, pa kaj je zrelo, pa se mi pa vse nekako poklapa in je akcija in začnem delati. Čisto na hiter, preprost. Vmes je pa polno živčnih zlomov od ostalih ljudi, ki me gledajo in rečejo, kaj počneš? A boš kaj naredila sebe, ampak tak je, pač umetniki smo taki, eni bolj, eni manj. No, za razstavo si pripravila tudi en tak razlagalni tekst, pravzaprav, ko se ga da dobiti spodaj v galeriji. Tam omenjaš tudi recimo neka imena Raya Bradburyja, pa Orwella, pa tako naprej. Ja, to so zanimivi. Ta literatura ti je najbrž poznana. Bolj ali manj, brala sem, oziroma Darin je bral časopis, pa sem tam videla, ki je pisal odlomek, ki je on napisal, oziroma ki je citiral, in sem rekla, wow, to je pa lik za moja razstava, to je pa tako dobro povedati, ker eni res znajo dobro napisati, in sem ga dala tudi noter. Ampak itak so te ljudje že prej, že 40-50 let nazaj že govorili, kaj bo prišlo, veliko knjig je napisanih na to temo, tako da pač zelo žalostno je, ker če je treba o tem pisati, pa se pa dejansko tudi dogaja že, pa še bo se, ampak jaz pravim, da je odvisen, kak nameriš. A se bolj se pa ne bo, pa greš po drugi poti. Zmeraj je pa tako, da bi mogli skupaj držati. Celo umetnost je, da bi nekako skupaj mogli potegniti. Glede, kad zapredenost smo vsi sami, vsak v svojem mehurčku, recimo. Ne mislim, da bi se povezali v eno zdravo celoto, in pol bi bilo lažje, ne bi te stvari, ki napovedujejo ljudje, se zgodile, ker bi se spremenili. Ampak se malo nagibaš že k teorijam zarot, mogoče? Ja, mislim, teorija zarote, to je tako, vsak po svoje, to je taka kompleksna stvar, ko začneš govoriti, se lahko ful zapredeš, vsak po svoje, vse vidimo, kam pelje. Ampak sej naslov razstave tudi zapredenost. Tako da vse je nekaj zapredeno. Če tako pogledamo, zdaj je naša država čisto zapredena, da komaj dihamo na škrgo. Tako fajn je, da bi se kaj spremenili. Da bi se razpletla. Da se razpletla, super, hvala, razpletla se morajo. No, poleg te likovne scene, mislim, da ukvarjaš tudi s koreografijo. Mislim, koreografijo tudi. To sem prebral. S plesom tudi plešeš? Ja, bolj plešem, To je bolj tako za dušo, grem daj plesati. Ampak to je ločeno od te primarne dejavnosti? Ja, mislim, sem jo komponirala tudi, sem naredila performance že kakšen. No, to me zanima. Ja, to pač čisto spontan, tudi če moram še kaj, pa še s tistem povem. No in kaj je bil to za en performance? To je bil tle v zapredenosti, sem je zaplesala prav pajkovko, ampak nisem mi zdel primeren, da bi zdaj to delala. Mogoče tudi ni bilo prostorsko? Tudi prostorsko ni bilo, tako da sem... Ja, pač zbiram kaj, sem probala.
prikazati, ne, kot pajkovka, ki lep pride, ne. Saj vse lep na elegant način nam prinesajo, ne, pa nas pa samo zagrabijo, pa rečejo, da ste naš. No, nekje sem prebral, da se ukvarjaš tudi z organizacijo razstav, pa da postavljaš razstave v žireh. Ja, še tu sem dobila, povabili so me društvo Šmar, žiri, Ja. in sem rekla, ok, pa probajmo, no, tako da zdaj sem že to drugo leto tečem, organiziram razstave, probam jih ponesti na višji level, upam, da mi bo uspela, ne. Nisem si predstavljala, da bo tu v cerkvi galerija, ampak v redu, vsaka stvar je že z razlogom, zakaj sem tam. Tako da zbiram zdaj mlade umetnike, stare umetnike, tako da probam tak miks narediti, da je Volkswagen pokaza cela, delam po čistilke do konca, ko moram pač prireditev voditi, no, vse. Skratka, si univerzalna ženska, femina univerzala. Ne, Tako rekoč. delač Ne, od ker tega. delaš vse. Delač od tega, glavno, tako da, ampak mislim, pač tako ti življenje prinese, no. No, ampak je zelo zanimivo, da si se pa odločila za kiparstvo, recimo. Ja, ker sem že majhna otrok rada risala in kiparila in mi je ta 3D mi je tako, Aha, mi je bolj 3D. všeč, no. Sem tudi še zdaj zelo taka staromodna, imam rada, si zapisujem tam v knjigico, a ne na telefon. Zdaj, ker pol tisti telefon moraš, mislim, ne vem, pač rabim nekaj parjet, no. Tak človek sem, da moram vse parjet čutiti, stisniti. Skratka, male skulpturice kot neke skice, kot Ja, ja, zametki sem že. večjih del, Pa sem- skice, kroki in tako Ja. naprej, to laufa. Še vedno. Ja, pač, recimo, no, tako. Zdaj me pa še zanima, recimo, ko si študirala, Ja. kateri profesor ti je nekako, ne vem, ti je bil najbližje oziroma kateri je naredil nate največji vtis s svojim znanjem in tako naprej. Vsi profesorji so unikatni, posebni in zanimivi. Zelo vtise so name, mislim, daje že v srednji šoli Irena Majcen, ta je slikarka, pol Dragica Čadež, kiparka, ko sem pol pri njej še malo kiparila. Za klasično kiparstvo sta mi najbolj dala Počivalšek in Luje Vodopivec. Matjaž Počivalšek. Matjaž Počivalšek, Luje Vodopivec, pa za konceptualno umetnost oziroma bolj ta pristop pa Alen Ožbolt, bolj svobodo. Sem se pa lahko izrazila tako nekako, ampak vsak po svoje bil fajn, tak da je in zanimiv. No, v tvoji biografiji sem prebral, da pravzaprav končuješ študij na Akademiji lepih umetnosti v Lizboni. Ja. Kako to izgleda ta študij zdaj nadaljavo, ali si mogla, nisi bila fizično tam? Tam sem bila fizično, zdaj imam samo še magistrsko za napisati, to je en moj greh še, ki ga bom še za dokončati, no, upam, da bo drug let. Ampak, recimo, če primerjaš študij v Lizboni, študijem v Ljubljani, je kakšna razlika ali so neki? Profesorji skoraj ne, no, so vsi Ne. nekako na istem kopitu narejeni. Kaj pa sistem, sam sistem? In glavnem, je pa velika akademija, tako da je zelo fajn, ampak velika akademija, več študentov, tako da smo se vseeno ropkali tam v onih ateljejih, recimo, ko sem delala z železom, si rabo prostor, no, si čakal, no, da si prišel na vrsto, no. Drugače pa zelo lepo, no. Tako, itak greš gor na vrh in vidiš reko Težo in pol že skoraj morje, tako da je malo drugače kot Ljubljana, ampak tudi Ljubljana je lepa, tako da vsak po svoje, no, tak del. Je zanimiva izkušnja. Spadaš med mlajše prijemnice Groharjeve štipendije. Kaj ti pomeni ta nagrada? Ali ti pomeni kaj? Ja, je fajn, da ti eden ti poda nekaj, da si se dobro odrezal. Fajn je pol za, ko daješ za status svobodnega umetnika priporočilo, to ne bolj šteje, pa moraš biti pa na realnih tleh spet in delati. To je to. En dan si malo vesel, drug dan moraš pa že se usesti pa naprej. No, si tudi ena najbolj agilnih članic Združenja loških umetnikov, polna energije, polna nekih zamisli, projektov. Večkrat se predstavljaš tudi na njihovih teh skupinskih razstavah. Vseeno zmeraj malo izstopaš, tako kot recimo Simon Mlakar tudi, na primer. Sta zmeraj malo drugačna, v pozitivnem smislu.
Kaj nasplošno misliš o našem društvu, recimo? Ja, zelo fajn, sem zelo vesela, da je društvo obstaja. Tako se umetniki družimo in pol imamo tudi razstave, se eno skupinsko na let. Dobiš pol tudi prijatelje in si ful vesel, da lahko poklepetaš, izmeniš kakšno idejo. Tako da same pozitivne stvari, da je ful fajn. Želim si tudi, da bi pa v Žireh, ne vem, če jih jaz, ampak kakšen drug, da bi naredili tak društvo žirovskih umetnikov, ker nas je tudi polhen, ker se tudi, da se nekako povežemo, ker je zelo fajn, da se med sabo povežemo, pa skupaj lahko nastopamo. Mislim, zelo je fajn, da se povezuješ, ne? Obenem pa ostaješ kot sama, ne? Oziroma, da se lahko izraziš. Ne? To je res največja umetnost, ne? Da te ne prelevi nekaj tazga. Ne? Tako da je zelo fajn, no? Jaz sem vesela, da sem lahko v društvu. No, pa če gremo malo zdaj v žiri. Žiri kot kraj so poznane pravzaprav po samorastniških likovnih umetnikih. No, zdaj si se pojavila, ali? Vseh je, na parih je, ne vem, kaj... Še vedno? Ja, na par akademikov, da nisem tako akademika. Tudi sedaj, pa tako naprej. Ampak kakšen je tvoj odnos, recimo, do te, rečemo že, arhaične oblike žirovske umetnosti? Vsak, mislim, fajn, ne, samouki, je tudi super, ne, mislim, se mi zdi, da bi se vse mogli nekako povezati, ne, pač s akademijo in samouki skupaj. Zakaj pa ne, vsak nekaj prinese. Ne. A to še živi v Žireh? V Žireh je, sam smo taki, vsak po svojem, da bi bil fajn, če bi se dali skup, pa bi bil, tako kot skozi govorim, da ne bi bil toliko zapredene, da bi bil bolj povezani v zdravo celoto. No, s kakšno tematiko se pa zdaj ukvarjaš? Kako preživeti. Aha, super, dober odgovor. Umetniško pripravljaš? Pripravljam, ja, mislim, zdaj še skozi smo v glavo, ne. Počasi prihaja v roke, tako da upam, da drug let dobi luč in bom spet lahko pokazala. Bo kakšna samostojna razstava? Ja, načelno samostojna, ja, seveda. Mora biti. Pa zihar še kakšno vmes, če bo kakšno skupinska. Prostorske inštalacije, kiparska dela, kombinacije. Ja, spet bo nekaj mešanca bo, ampak ne bi zdaj kaj proč govorila, ker nikoli se ne ve, da ne bo pa rekli, ali si tu pred 3 leti rekla, no, tako da bom laj tikseli, tako da, ko bo zrelo, bo to vidno, tako da, kitarska. No, kot veš, je tvoja razstava podaljšana, sicer mislim, da do 21. tega meseca, tako da bo še pestro, še bojo obiski. Ja, hvala Bogu, kar ne približajo. Še bojo mnenja. Ja, ne bojo taka drugačna, sej umetniki smo zato, da se ljudje pa sprašujejo, ne. Enim všeč, enim ni. Fajn je, da nekaj pride ven. Ja, jaz ti čestitam za to razstavo in bi se ti zahvalil za pogovor. Ja, najlepša hvala. Upam, da bo kmalu kaj novega za videti, da bomo kjero rekli zopet na to temo. Strinjam se. Tako da najlepša hvala. Hvala tudi tebi in ostalim.